Dobrodošli v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravljali gyros. Sicer gyros na malo drugačen način. Gyros slovensko piro. Piro vsi poznamo, piro je starodavno žito. Je zelo bogata z beljakovinami, lahko se jo fajn uporablja kot glavna jed, kot priloga. Mi jo bomo danes uporabili kot prilogo pri gyrosu. Gyros bomo pripravili iz rezanega piščančjega mesa, je že mariniran, tako da se nimate kaj z njim več ukvarjati. Vse, kar morate narediti, vzamete ponvico, dodate olje in spečete. Ker je meso narezano, ker se nimamo več z njim kaj ukvarjati, ga lahko na hitro uporabljamo za veliko stvari, širok spekter uporabe. Lahko ga uporabljamo s testeninami, lahko ga uporabljamo za rižoto, lahko ga uporabljamo kot sote, kot veliko stvari. Mi bomo danes naredili gyros iz njega, mogoče bomo vmes še pokazali, kaj se da narediti. Je pa to iz slovenskega piščanca. Mi bomo danes zraven gyrosa ponudili mlado špinačo. Jo ne bomo blanširali, jo ni potrebe blanširati. Jo bomo samo dali na oljčno olje, katero bomo dali malo česna in to je to. Na hitro se bo popražili, servirali skupaj s piro in gyrosom in to je to. Mi smo danes piro že skuhali in sicer v 5-kratni količini vode, rahlo osoljena voda. Kuha se približno 20 minut. Mi smo uporabljali instant piro, ker je krajši čas kuhanja. Zelo pomembno, da se hitro zadeva skuha. Torej, pira je skuhana, vode nikoli ne odlivamo, ampak piro raj pustimo, da vpije vso vodo, zaradi tega, ker je škoda, da zlijemo tiste beljakovine, katere so pač ostale v vodi, odnosno sam okus. Torej, približno takole izgleda in to je ta pira naša, katero bomo danes uporabili za našo jed. Tukaj bomo na hitro zblanširali, na hitro popekli špinačo, jo ne bomo blanširali. Dodali bomo 2 stroka česna. Takole, česen smo strli, na hitro ga bomo nasekljali, dali ga bomo v špinačo, moramo paziti, da ga ne bomo zažgali. Evo, takole, lepo cvrči. Pri česnu morate biti zelo previdni. Najslabše, kar se vam lahko zgodi v kuhinji, je to, da se vam zažge česen. Vsa hrana je potem za nič. Začne greniti. Mi smo uporabljali mlado špinačo. Kot ste videli, jo nismo blanširali, smo jo vrgli direktno na olje. Staro špinačo, odnosno špinačo, ki je večja, ki je starejša, jo treba prej blanširati. To je najlepši primer najbolj zdrave špinače. Vse hranilne snovi je obdržala, nismo jo blanširali, tako da je v bistvu v 2-3 minutah je fertik, je gotova. Tako da nismo več komplicirali, malo jo bomo samo še posolili, dodali bomo še malo oljčnega olja za okus in to je to. Na stran, zadeva rešena. Naj nas čaka, tukaj bomo spekli gyros in potem vam bomo servirali hrano. Delamo vedno z oljčnim oljem, ne pretiravajmo, olje mora biti vroče. Če ni vroče, se meso prime na ponvico, imamo mes. Piščančje meso je zelo hvaležna zadeva, hitro se opeče, tudi zelo hitro bo pečen. Namig. V tej fazi, ko se je meso že praktično spekel, lahko dodamo različno zelenjavo. Lahko dodamo korenček, lahko dodamo noter brokoli, lahko dodamo po želji. Poglejte v hladilnik, kaj imate, vršite noter, podušite do konca. Lahko dodate riž, katerega ste predhodno skuhali, lahko dodate piro na mestu riža, lahko dodate testenine in lahko uporabite za ostale stvari. Ni treba, tako kot bomo mi danes uporabljali za gyros, ampak delate po svoje. Vidite, ko se lepo peče. Je pa treba paziti, da ni surov. To meso je iz stegna, se pravi, je bolj sočen in je pa malenkost tudi bolj trd, kot recimo piščančji filet. In pa malenkost več maščobe ima tudi v sebi. Takole. Mi bomo danes tole jed servirali na malo bolj drugačen način, na malo bolj ekstravaganten način in sicer pomagali si bomo s temle obročem za krofe. Ali ga bomo na sredo krožnika, noter bomo dali piro, bomo tole malo potlačili. Potlačili bomo zgolj samo zato, da ne bo razpadla, da se nam ne bo tale lepa kepca podrla. Damo špinačo. Takole, meso se je spekel, tole ga še lepo dekoriramo na naš obod. Zdaj se moramo krožnik obrisati.
Krožek mora biti lep. Na vrhu bomo servirali avokado. Avokado se najlažje zlušči z žlico. Seveda, če je dost mehek, v bistvu dost zrel. Tale še ni najbolj, tako da si bomo v bistvu bolj pomagali z nožem. Zdaj, kako boste naprej delali, je v bistvu na vas. Jaz predlagam, da se tole še prelije z limetinim sokom. Lahko dodate pesto oliv, pesto bazilike, se pravi pesto genovese. Po želji, mi bomo dodali danes pesto iz oliv. Seveda zraven dobre hrane vedno paše kozarček dobrega vina. In mi vam bomo ponudili Marof, sicer laški rizling. Gyros na malo drugačen način je pripravljen. Dober tek želim.